Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, novinarke, novinarji, lepo pozdravljeni na petkovi novinarski konferenci, posvečeni obvladovanju COVID-19. Današnjo novinarsko konferenco bomo posvetili samotestiranju. Za vsa pojasnila v zvezi s tem je danes z nami državni sekretar na Ministrstvu za zdravje, magister Robert Cugelj. Govorni jezik bo v znakovnega tolmačila gospa Karin Brumen. Tudi danes pa kot običajno novinarsko konferenco začenjamo s pregledom včerajšnjih epidemioloških podatkov, in sicer je bilo včeraj skupaj upravljenih 2953 PCR testov in pa 19729 hitrih antigenskih testov. S PCR testi je bilo včeraj potrjenih še 542 novih okužb, kar je dvignilo število aktivnih primerov v državi na 4618. Poglejmo si te podatke predstavljene še v prvi današnji tabeli. Če še enkrat ponovim, včeraj je število pozitivnih PCR testov znašalo 542, kar pomeni, da je delež pozitivnih PCR testov znašal 18,4%. Kar se tiče 14-dnevne incidence, ta po danes objavljenih podatkih znaša 216, če spomnim, včeraj znašala 199, 7-dnevno povprečno število novih primerov v državi pa se je povzpelo na 393. Razmere v bolnišnici se še naprej poslabšujejo, in sicer se danes v naših bolnišnicah zaradi COVID skupaj zdravi 117 oseb, od tega 22 na oddelkih intenzivne terapije. Slednje bo sedaj razvidno tudi v naslednji tabeli, ki prikazuje, da se na navadnih oddelkih danes zdravi 95 pacientov, na oddelkih intenzivne nege, kot sem že povedala, 22, kar so 4 pacienti več kot dan predtem. Skupaj, kot že rečeno, oskrbo zaradi COVID-19 potrebuje 117 oseb. Če si pogledamo še naslednji grafični prikaz, ta prikazuje skupno število hospitaliziranih. Teh je 117, od tega je trenutno 10 takšnih, ki potrebujejo hospitalizacijo, ki so cepljeni, in pa 107 takšnih, ki niso cepljeni proti COVID-19. Tudi na oddelkih intenzivne terapije je razmerje med temi, ki so cepljeni, in tisti, ki še niso cepljeni, pa potrebujejo intenzivno nego, bistveno v prid cepljenim, saj sta le 2 takšna, ki sta trenutno na oddelkih intenzivne terapije in potrebujeta intenzivno nego, 20 pa je necepljenih. Sicer pa trenutno število cepljenih v celotni populaciji znaša 895 477. Kot je razvidno iz slike, je to 43% vseh prebivalcev. V skupini starejših od 18 let je cepljenih že 51% oseb, v skupini starejših od 50 let pa še nekoliko več, 64%. Uvodni pregled novinarske konference je s tem zaključen, nadaljujemo pa z osrednjo temo novinarske konference, kot že uvodoma napovedano, samotestiranjem. Besedo zato danes predajam današnjemu gostu, državnemu sekretarju, gospodu Cuglju. Prosim. Spoštovani, glede na bližajoče se novo šolsko leto, vas želimo seznaniti s podrobnostmi glede prevzema testov za samotestiranje za učence in dijake. Samotestiranje je presejalni program, ki omogoča hitro prepoznavanje asimptomatskih okužb učencev in dijakov, ki so v predsimptomatskem obdobju. Posameznika tako hitreje identificiramo kot nosilca virusa in tako pretrgamo verigo širjenja. Samotestiranje bodo izvajali učenci 7., 8. in 9. razreda in dijaki srednjih šol, ki se redno izobražujejo. Otroci in mladostniki, vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ter učenci, ki so vključeni v 3. do 6. stopnjo posebnega programa. Samotestiranje se bo izvajalo na domu oziroma na lokaciji, kjer dijak živi, recimo v dijaškem domu. Trenutno je določeno, da se testiranje izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih in bo brezplačno. Ker gre za presejalni program, se samotestiranje same zdrave osebe oziroma osebe brez znakov akutne okužbe dihal in prebavil. Posebej poudarjam, da se mora v primeru bolezenskih znakov obvestiti in posvetovati z izbranim osebnim zdravnikom.
V tem tednu smo se intenzivno usklajevali z Lekarniško zbornico Slovenije, Zavodom za zdravstveno zavarovanje in urejali podrobnosti, da so lahko testi na voljo učencem v lekarnah. Včeraj smo vsem lekarnam posredovali dopis, naj se testi nabavijo z namenom, da bodo leti v lekarnah že v začetku naslednjega tedna. Glede na zelo dobro organiziranost lekarn, verjamemo in upamo, da bodo lekarne izvedle potrebne aktivnosti, da bodo testi v lekarnah na razpolago 30.8., ko se lekarne odprejo. Po zagotovilih dobaviteljev je testov v Sloveniji dovolj za nemoten začetek šolskega leta. Lekarne so se v času epidemije izredno izkazale. Tudi v najhujšem času epidemije so ohranili dostopnost ter tako poskrbele za nemoteno oskrbo naših prebivalcev z zdravili. Verjamemo, da se bodo v velikem številu odločile za izdajo testov, saj se svojo razvejano lokalno mrežo oskrbe po celi Sloveniji nudijo hitro in enostavno možnost dviga testov. Torej, testi za samo testiranje se lahko dvignejo od ponedeljka 30.8. Verjamemo, da v katerikoli lekarni v Sloveniji. Testom bodo tako kot ostalim medicinskim pripomočkom priložena jasna navodila za uporabo.